7 let je minilo, odkar se je zgodil prvi Red Bull Flugtag v Mariboru. Takrat se je zbralo okrog 60.000 gledalcev. Danes smo tukaj v Ljubljani na Špici, ker pričakujejo podobno visok obisk. Pomerilo se bo 45 letalnih naprav, ki se bodo spustile iz rampe v mrzlo Ljubljanico. Pri ekipah smo preverili, na kakšen pogon letijo njihove naprave. Videli smo že marsikatero letečo stvar, ampak letečega gradu pa še ne. Ja, eden je mogel tu narediti. Se nam je zdela dosti zanimiva ideja, da smo tu skupaj sestavili. Zdaj bomo pa probali tu še v zrak pognati, pa bomo videli, upam, da bomo dosegli čim bolj rezultat. Tukaj za vami ena modra podmornica. Podmornice ponavadi ne letijo. Ja, leti to, zadeva leti. Potem pristane v vodi in gre direktno na Kubo. Dol smo s Castrotom zmenjen, jo je že odkupil 10 milijonov evrov, ima specialen premaz, za radar je neopazna, tako da bomo kar leteli. Pa torpedo v Borožitu imamo tudi, to pa je posebna vrst, ima svojo pamet, tako da ga ne moramo nadzirati. Ampak potopi pa se ne, da bi voda prišla v notranjost. Ne, imamo preizkušeno zvari, pregledani, tesnenje, tako da je dela. Mokra mojca, kako daleč bo danes letela? Ja, mi računamo tam 75 metrov, tako da to je minimum za nas, no. Verjetno mu pa več, no. Če bo prav veter. Rekord bi naj padel? Ja, absolutno. Če v kje bo v Sloveniji. Če ima to vaše Lego letalo kako posebno gorivo ali na kaj ga poganja? Veš ko? Cvički. Tako da ne rabite Red Bulla, da vam da krila? Ne, to včasih prav pride Red Bull, s kakšno vodko. Kolikokrat lahko ugibam, kje ste dobili navdih, inspiracijo za izdelavo vašega letala? Navdih je bil čist tak iz igrice ven, kolega Matej je dal idejo, pa smo bili valjda takoj vsi za to, cel svet mislim, da to pozna, tako da to je bila tako vrhunec ideja, to moramo narediti, skico naredil, tako da bomba, ful. Kako daleč bo danes letel jezni ptič? Ne vem, 6 metrov recimo, koliko je rampa visoka, če porinemo dovolj dobro, ampak predvidevam, da bo pa kar tak šel dol, tako da ni nekih, ker smo 103 kg težki, tako da. Na njem je v bistvu samo pilot Tomi, mi štiri ostali tišimo, tako da to je to. Si moral kaj stradati, da je čim lažji danes? Ne, v bistvu je tako najlažji, nekaj čez 70 kg ima, ker vsi ostali smo čez 80, se vidi, tako da nismo nekaj, ne. Tako da to je to, vsi se moramo pa vodo vršiti, kdo se ne vrže vodo, plača gajbo piva, tako da. Koliko neprespanih noči in odrekanja ženske družbe je bilo potrebno za izdelavo? Ja, ogromno, preveč. Vse vikende večinoma na avionu. Na kakšno gorivo pa leti ta vaš avion? Ja, smo gasilci na vodo, v večernih urah pa na pivo, pa na določene take stvari. Malo bolj močne substance. Pri podmornici so nam rekli, da bojo del poti prevozili pač pod vodo. Pri vas to ni mogoče, na kakšen rezultat računate? Absolutno prvo mesto. Julija bo letela, meni se zdi, da kar do mestnega trga. Iz česa pa je zgrajena ta vaša letalna naprava? To je večinoma iz stiroporja, podvoze je iz lesa, iz lesenih rimeljnov. Pobarvana je z akrilnim barvam. Tole so ekipa, ki smo skupaj delali to napravo. En član še manjka. In ti so vaši pomočniki, vas varujejo? Ja, to so vitezi, ki bojo probali mene Julijo osvojiti. Najbolj aerodinamičen pa ta grad vseeno ni. Ne, ni, ampak vseeno ne dvomimo, da bo deleč letel. Danes tukaj ste imeli v žiriji zelo težko, predvsem pa zelo dolgotrajno nalogo ocenjevati te naprave. Vam je bilo tukaj na sodniškem stolpu kaj vroče? Ja, glede na to, da mi je sonce sijalo na trevu, skozi mi je bilo kar fajn vroče. Glede na to, da sem jaz bolj zimski človek tudi, ampak je bilo zabavno. Ekipe so se res potrudile, mislim, nastopi so bili v redu, tako da smo vsaj imeli kaj za gledati. Lepo so skrbeli za nas, imeli smo za piti, za jesti, tako da je bilo to. Sodniki ste ocenjevali predvsem tudi kreativnost, ta umetniški vtis. Pa me zanima vaše strokovno mnenje o umetniškem vtisu teh mojih angelskih kril, ki jih imam danes. So v redu, bi tudi jaz bil deležen visoke ocene? Definitivno, za slog 9.
Prvo mesto danes tukaj na drugem Red Bull Flugtagu v Ljubljani. Ja, mi še zdaj ne moremo verjetno. Res, po mojem recept je v dosta vloženega truda, zelo dobri ekipi, ki smo res zelo dobri prijatelji že veliko let, podpori prijateljev, družine v glavnem in tudi sponzorji v glavnem vsega. Vroče pa vam je bilo verjetno tudi, tako da je pasal skok v mrzlo Ljubljanico. Ja, dejansko bilo je zelo vroče. Tako vroče dejansko, da niti nismo imeli časa, da bi nas bilo karkoli strahno, ker smo dejansko res komi čakali, da gremo v mrzlo vodo. Kako dolgo je nastala ta vaša naprava? Ma rečemo, v urah bi rekel, 80 ur, nekaj takega. Kljub drugemu mestu bi lahko rekli veliki zmagovalci, najdaljši let. Smo mislili, da bo malo dlje, kakšen meter. Tako so računi pokazali. Ampak je kar v redu. Kaj je bilo krivo, napačna izbira pogonskega sredstva ali pač smola? Ne, veter je bil hrbet. Se ne sekeramo. So že kakšni predlogi za izboljšavo? Ja, ideji smo polni. Tako da mogoče na naslednjem, tretjem Flugtagu.